Nogometaši Dravinje so pretekli vikend na domači zelenici na Konjiški Dobravi gostili ekipo šampiona iz Celja. Konjičani so tudi tokrat po porazu z 1:2 odšli s slačilnico sklonjenih glav. V prvem polčasu so ofenzivno pričeli gostje in v 6. minuti preko Zamernika prvič zapretili. Kmalu so poskusili tudi domači, Čakšu po posredovanju Lazića ni uspelo. V 11. minuti zopet poskus Zamernika, Čelofiga zanesljiv. V 19. minuti poskus Dravinje, ki ni presenetil gostujočega vratarja Čretnika. V 35. minuti je Dravinji po prostem strelu Rahmanovića in spretnem posredovanju Čakša uspelo povesti. V 38. minuti se je priložnost ponudila tudi gostom, vendar Leskovarju ni uspelo presenetiti domačega vratarja. V drugem polčasu kmalu najprej priložnost za goste. Po podaji Dolinarja je poskusil zaključiti Kožar neuspešno. V 52. minuti zopet priložnost za Čakša, Čretnik zanesljiv. V 57. minuti prekršek za 11 metrovko, ki jo je neuspešno izvedel Leskovar, saj je domači vratar Čelofiga uspel ubraniti mrežo nedotaknjeno ter ohraniti vodstvo domačih. V 60. minuti nova priložnost za goste, po podaji Leskovarja poskus Celjanov z glavo, Čelofiga odlično. Ob koncu tekme dodatni pritisk Celjanov, najprej v 74. minuti Lazić. Takrat je v igro pri gostih vstopil Petrušić, kateremu je rezultat po odlični podaji Dolinarja uspelo izenačiti v 79. minuti. V sodnikovem podaljšku tekme je upe na novo točko domačih pokopal Kožar, ki je v 93. minuti dosegel zmagoviti gol, ter tako gostom zagotovil nove 3 točke, ki so jih ob zaključku jesenskega dela učvrstile na sredini ligaške lestvice, domačini s 6 točkami ostajajo trdno zasidrani na zadnjem mestu lestvice. Sodniška ekipa na čelu z glavnim sodnikom Borošakom je tekmo pripeljala do konca s 5 rumenimi kartoni, od katerih so 3 prejeli domači, 2 pa gostje iz Celja. Ja, škoda, določene stvari se ponavljajo skozi celo prvenstvo, to je enostavno. Jaz sem zmeraj na strani igralcev, to ni sploh sporno, vendar določeni res ne morejo igrati na nivo druge lige, to je dejstvo in jaz upam, da bojo tudi v klubu spregledali in da ne moramo več na hitrico tako neko selekcijo delati, da tisto, kar enostavno nima kje drugje igrati, da pride v konice. Verjetno se na treningu tudi hodne zmite več kot 9 igralcev. Jaz sem presrečen, ko jih je 9 in ko pride tekma, sem najbolj srečen, če nas je 12-13 in zdaj iz tega nič mi ne pomeni, če ugotovim, da določeni igralci ne morejo odgovoriti na takem igralnem mestu, ko nimaš adekvatne zamenjave in to je pol problema, to je enostavno, ni tako enostavno. Jesenskega dela je konec. Hvala Bogu, da je konec. Prvo si bom počitnice vzel, jaz mislim za pol leta, da ne bom prišel niti gledati tekmo. Zadost imam enostavno, da na tak način se ne da, čudežev se ne da delati. To je, kar je in enostavno to ni zadost. Vsem nam mora biti jasno, ni to kvaliteta, katera bi odgovorila zahtevam druge lige. To je to. Če se niso neki igralci, pa verjetno tudi ali pa prva uprava nekaj naučili iz te pol leta, pa je res brezvezno, ni treba nobenih pogojev, treba je samo biti realen človek pa pogledati, nič drugega ni treba.